Good morning, everybody. Dober dan vsem skupaj. Najprej najlepša hvala za to, da ste me povabili na vašo konferenco in da bom lahko predstavil svoj pogled na vaš zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Opravičujem se, da nisem na Brdu osebno in tudi zato, da ne bom govoril v slovenskem jeziku. V naslednjih 20 minutah pa bom vseeno skušal predstaviti ozadje strategiji za zagotavljanje kakovosti. Povedal bom nekaj tudi o tem, kako lahko zakonodajo izrazite različne strategije in kako lahko s tem zagotavljate in izboljšate kakovost v zdravstvu. Začel bom zadevo, ki je očitna verjetno za vse, pa vseeno. Kaj imamo v mislih, ko rečemo kakovost v zdravstvu? Tukaj je zagotovo, ko gre za kakovost, osnovna knjiga, osnovno delo Dona Bedjana. Več stvari je tukaj pomembnih. Varnost. Zakonodajo je treba zagotoviti varnost javnosti, se pravi javno zdravje. Drug pomemben element je uspešnost. Pri zdravstvu oziroma zdravilih gre seveda za to, da se uporablja zdravljenje na podlagi dokazov. Pomembna pa je tudi osredotočenost na pacienta. To pomeni, da se zagotovljena oskrba dejansko kaže v dodani vrednosti za pacienta. Kakovost je izraz, je pojem, ki skuša vse to združiti. Kakovost in pa različni elementi pa kažejo tudi na kompleksnost tega področja. Nekdo, ki dela na področju varnosti, mogoče ni strokovnjak za zagotavljanje drugih vidikov, ampak ko gre za kakovost, pa govorimo o celovitem pojmu, ki vzdružuje vse to. In pri kakovosti so pomembni tudi pojmi, kot so nadzor kakovosti, zagotavljanje kakovosti, izboljšave kakovosti. Dona Bedjan je bil pravzaprav profesor upravnih znanosti, ki dobro združuje razmišljanje z upravnega področja in pa ekonomski pristop. Obstaja seveda razlika med nadzorom, zagotavljanjem kakovosti na različnih področjih in po drugi strani z izboljšavami v kakovosti. Zato je še toliko pomembneje, da se zagotovi, da se najprej sprejme ustrezna zakonodaja o zagotavljanju kakovosti. Pri izvajanju le-te boste potem zagotovo naleteli na vprašanje, kako zagotavljanje kakovosti združevati tudi izboljševanje. Dovolite mi, da grem malce nazaj v preteklost. Ernest Codman, ameriški zdravnik, je v 20 letih prejšnjega stoletja delal v splošni bolnišnici v Bostonu. On je pravzaprav oče razmišljanja glede merjenja izidov, rezultatov. V njegovem času se je začelo sistematično meriti rezultate, zaplete. On je bil tudi zato, da se vse to dokumentira in da se na podlagi merjenja, opazovanja izvedejo tudi izboljšave. In sam je bil tudi začetnik organizirane akreditacije, akreditiranja tega področja. Tukaj vidite nekoliko bolj moderno izvedbo merjenja in beleženja izidov, ampak začetnik vsega tega je pa še vseeno Ernest Codman. Ta razpredelnica kaže na merjenje izidov in sicer v tem primeru na podlagi bolezni koronarne arterije.
Merijo se vidiki smrtnosti, promsov, se pravi izkušenj, oziroma izidov, o katerih poročajo pacienti, in pa zapletov. Pomembna na tem področju je tudi Florence Nightingale, botra zdravstvene nege, bila pa je več kot to. Florence Nightingale je bila ena od prvih, ki je zelo učinkovito poročala, najprej merila, potem pa tudi poročala in komunicirala o različnih izidih in zapletih. Delala je tudi na področju krimskih vojn. O tem je poročala med drugim tudi angleškemu parlamentu v Londonu. Statističnih podatkov ni le zbirala, temveč je o njih tudi poročala v besedni obliki, kot tudi v različnih shematskih prikazih. Poročanje statistike je zato postalo pomembno področje oziroma pomembna osnova za nasplošno razvoj statistične aktivnosti v Angliji. Zdaj smo v letu 2025 in tudi danes še poročamo na podlagi pristopa k statistiki, ki je bil zasnovan v času Florence Nightingale in pa Codmana. Če pogledamo na področje poročanja, tudi v okviru OECD-ja, imamo različne vrste poročanja, recimo pri OECD-ju se poroča o izidih v različnih državah, ki poročajo v okviru OECD, ampak osnovni pristop je pa enak, kot ga je ubrala Florence Nightingale. Tukaj vidite denimo publikacijo Health at a Glance Europe. To publikacijo smo v OECD-ju izdali lani. Gre za publikacijo, ki je bila izdana v sodelovanju med Evropsko unijo in OECD-jem, prinaša pa statističen pregled različnih vidikov zdravstva, zdravstvene obravnave, dostopnosti zdravstva, prinaša tudi različne kazalnike glede kakovosti zdravstvene obravnave, med drugim tudi za Slovenijo. Pomembna publikacija je tudi publikacija Country Cancer Profile, profil raka za posamezne države. Za Slovenijo je bila izdana ravno prejšnji teden. Gre za publikacijo, ki govori o prevalenciji, dejavnikih tveganja, potem statusu tveganj, dostopnosti in pa kakovosti storitev ter tudi dobi preživetja. Ta publikacija se izdaja na pobudo Evropske unije, izdaja pa jo organizacija OECD. Te publikacije prikazujem samo zato, da vam povem, da veliko podatkov obstaja. Vprašanje pa je, ali se ti podatki tudi ustrezno uporabljajo. Statistični podatki glede kakovosti zdravstvene obravnave obstajajo. Verjetno vsi veste, da govorimo, ko gre za kakovost, tudi o tako imenovanem ciklu PDCA, cikel načrtuj, izvedi, preveri, ukrepaj. Statistični podatki so smiselni in koristni samo, če jih tudi potem uporabimo v praksi. Karkoli se meri, je del cikličnega procesa. In temu so namenjene tudi strategije. Strategije so namenjene izvajanju cikličnega procesa v sistemu zdravstvene obravnave. V naslednjih prosojnicah bom pokazal različne vrste strategijo skupaj s kolegom Auronom in pa
Evropskim observatorijem smo pred časom izdali knjigo glede evropskih strategij kakovosti. V tej knjigi obravnavamo različne ravni. Sistemsko raven, ki se nanaša na zakonodajo glede zagotavljanja kakovosti. Sistemska raven vključuje tudi urejanje področja, izdajanje licenc, uvedbo novih tehnologij, odobritev tehnologij, potem licenciranje izvajalcev in pa zunanje ocene oziroma zunanje presoje za namene akreditacije in pa certificiranja. Tukaj govorimo o strateški ravni, torej, ki pa mora biti prevedena tudi v zakonodajo. Naslednja raven je organizacijska raven, raven institucije. Tukaj govorimo o razvoju različnih smernic, kliničnih poti, protokolov, potem kliničnih presoj. Gre za različne makro- in mikrocikle, ki pa jih je treba odraziti v vsakodnevnem zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Tam gre potem za spremljanje pacienta, njegovega odnosa, njegovega doživljanja, rezultatov. V praksi je najpomembnejše vprašanje, ali so te različne strategije res udejanjene, ali so različne strategije žive. Tukaj vidite povzetek tega, kar sem povedal, ciklični proces od določanja standardov do spremljanja in pa zagotavljanja izboljšav. Nekatera polja tukaj so bolj poudarjena. Po eni strani govorimo o uravnavanju, o določanju inputov, vhodnih elementov. Gre za to, da morate zagotoviti ustrezno kakovost oziroma usposabljanje zdravstvenih delavcev. Tukaj govorimo tudi o inputu opreme, potem tudi o priznavanju zdravstvenih organizacij. Pod standarde razumemo tudi klinične smernice za različne skupine bolezni. Klinične smernice so neposredno povezane pa tudi s standardizacijo kliničnih poti. Konec koncev je treba kombinirati oboje. Govoriti morate o tem, kaj je treba delati, storiti, kako je treba postopati, to opredelite v kliničnih smernicah. Po drugi strani pa je treba tudi natančno povedati, kdaj in kdo naj bi to storil. Tukaj pa govorimo o kliničnih poteh. Standardizacija ni pomembna le znotraj Evropske unije, temveč v celotnem članstvu organizacije OECD. Različni inputi se potem izražajo v oblikovanju različnih kliničnih smernic in pa kliničnih poti. Pomemben input, vhodni element za vaše zagotavljanje kakovosti je prav gotovo področje standardov. Naslednje pomembno področje je področje spremljanja v obliki presoj in povratnih informacij. Pomembno je, da se ne le zbirajo rezultati, temveč da se o njih tudi ustrezno poroča in da se to potem odrazi tudi v akreditiranju in certificiranju. Akreditiranje lahko poteka na različne načine. Pomembno vprašanje pri zasnovi akreditacije je, ali deluje enako za vse. Isto velja za certificiranje. Pri certificiranju se je treba vprašati, ali certificiranje res ustrezno naslavlja zahteve sistema. Tretji pomemben element cikla je zagotavljanje stalnih izboljšav. Izboljšave so področje, ki ga morate upoštevati. Stalno izvajanje izboljšav se mora odražati tudi v ustreznem plačilu za kakovost in pa v poročanju javnosti. Samo s poročanjem javnosti lahko
pridobite in si zagotovite tudi ustrezno zaupanje javnosti. Bistvo je, da je to cikel, ki se ves čas vrti. V vaši državi seveda obstaja določen odnos oziroma med standardiziranjem, spremljanjem in pa zagotavljanjem izboljšav. Na koncu naj sklenem z nekaterimi povzetki. Zakonodaja mora biti zasnovana tako, da bo ustrezno podpirala kakovost in varnost. Poleg zakonodaje je pomembno tudi področje določanja standardov in pa smernic. Standardi in smernice naj se določajo tako, da bodo ustrezali zahtevanj posamezne države, v vašem primeru Slovenije. Mnoge države sicer skušajo standarde vključiti tudi v zakonodajo, vendar menim, da to ni smiselno, ker postane lahko standardizacija potem preveč toga. Področje standardov in smernic je področje, ki se stalno spreminja oziroma ki je ves čas odvisno od doseganja soglasja. Predvsem to ne sme biti preveč togo. Ko govorimo o spremljanju, je pomembno vprašanje to, kako obvladujete infrastrukturo podatkov. Po pandemiji covida vse več držav OECD skuša optimizirati podatke, ki so na voljo v okviru zdravstvenih sistemov. Gre za različne vrste podatkov, od statistike o smrtnosti do statistike o zapletih in pa registrov rakavih obolenj. Pomembno je, da je veliko podatkov na voljo, da pa bi morali biti ti podatki, denimo iz elektronskih evidenc, tudi povezani. Pomembno je tudi merjenje izidov, pomembni so promi. Mnoge države imajo že jasno politiko glede krepitve podatkovne infrastrukture. Govorijo o sekundarni uporabi podatkov, ne le o interoperabilnosti. Ta seveda je pomembna, zlasti interoperabilnost podatkov na različnih ravneh, od primarne do sekundarne in terciarne. V mnogih državah pospešeno delajo na povezovanju različnih podatkovnih baz. To se dogaja delno tudi zaradi zunanjih pritiskov. Če želimo doseči napredek pri digitalizaciji, je bistven element tega tudi, da čim bolj učinkovito izkoristimo obstoječe podatke. To se načeloma uravnava v zakonodaji, ki ni neposredno povezana z zdravstvom. Gre za zakonodajo, ki ureja sekundarno uporabo podatkov, potem GDPR. Pomembne so tudi določbe oziroma sploh pristop k upravljanju skupnega podatkovnega prostora. Med drugim je pomembno tudi razmišljanje o tem, kako promovirati, kako spodbujati merjenje izidov, tudi na strani pacientov. Merjenje izidov strani pacientov, ne le negativnih izidov, kot so smrtnost in zapleti, temveč merjanje pozitivnih izidov, denimo napredka, kot ga zaznavajo pacienti, to merjenje je prav tako pomembno. Prav tako naj omenim še pomen presoj. Presoje je treba ustrezno načrtovati. Načrtovati je treba, kdo naj jih izvaja, komu se poroča.
Ustrezno je treba vzpostaviti tudi akreditiranje, certificiranje, kot tudi dajanje ustreznih povratnih informacij. Akreditiranje in certificiranje je lahko izjemno pozitivno tudi za namen izvajanja izboljšav, lahko pa deluje tudi obratno. Akreditiranje in certificiranje lahko celo poveča napetosti v sistemu, zlasti, če se na akreditiranje in certificiranje gleda kot na nek pritisk, ne pa na orodje za stalne izboljšave kakovosti. Treba si je postaviti tudi vprašanje, ali je akreditiranje učinkovito ali ne. Odgovor je odvisen od tega, kako akreditiranje vpletete v svoj zdravstveni sistem, v kateri fazi se akreditiranje izvaja. Akreditiranje je lahko torej tako spodbudno, lahko pa ima tudi ravno obraten učinek. Veliko je pomembno tudi od podatkovne infrastrukture. Države, kot so ZDA, pa tudi evropske države, kot je Danska, spreminjajo svoje sisteme in predvsem uporabljajo podatke za to, da merijo učinkovitost. Ko govorimo o kakovosti in o merjenju, je prav tako bistveno, da se zagotovijo ustrezne povratne informacije. Formativne povratne informacije, to pomeni, da skušamo izmerjeno potem oplesti tudi v samo izgradnjo sistema, v izboljšave, v stalno učenje znotraj institucij in zavodov. Zakonodaja lahko pri vsem tem, kar sem omenil, pomaga. Prav tako lahko pomaga specializirana agencija za omenjeno področje. Kako se bo to odražalo v praksi, pa je v prvi vrsti odvisno najprej od koncepta, definicije kakovosti, za katerega se boste odločili, potem od usklajenosti oziroma ravnotežja med zunanjimi in internimi aktivnostmi. Od tega, kakšne pristojnosti bo agencija imela in kako jih bo lahko izvajala. Upam, da sem s tem kratkim prispevkom nekoliko osvetlil tudi svoje stališče glede vašega pristopa oziroma zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Vsekakor vam želim uspešno izvajanje tega zakona. Hvala lepa. Zahvaljujem se profesor Krazinki za tole predavanje. Če imam mogoče zanj v dvorani do kakšno vprašanje, izvolite. Samo moment, vam bojo prinesli mikrofon. Takoj. Thank you. Thank you for an excellent presentation, and my only question is about basics. I know that there are data from many countries shown OECD or European Commission, but my question is how. Hvala lepa. Moje vprašanje se nanaša na same osnove. Kako zagotavljati kakovost podatkov, ki jih prejemate iz različnih držav? Hvala lepa. No, to pa je že vprašanje, ki se specifično tiče zagotavljanja kakovosti. Najprej
Seveda je treba standardizirati zbiranje podatkov, to je pomembno. V samem procesu se uporabljajo različni koraki, različne faze validacije. Običajno so nacionalni statistični uradi ali pa institucije za javno zdravje tiste, ki zbirajo podatke in jih pošiljajo OECD-ju. Na nacionalni ravni sodelujejo te organizacije pri validaciji podatkov. Podatki pa se validirajo na različnih ravneh. Potem, če pogledate na različne spletne strani, boste vedno videli, da so omenjeni tudi oziroma da obstajajo tudi povezave z metapodatki. Ne gre samo za to, da bi skopirali podatke iz spletnih strani in pa poročil, temveč si pogledajte tudi metapodatke in tam preverite tako popolnost podatkov, kot tudi definicije, ki se uporabljajo za posamezne merjene parametre. Vsekakor pa je velik del procesa standardiziran. Isto velja za Eurostat, torej za podatke, ki jih pošiljajo države Eurostatu preko statističnih uradov. Veliko primerov bi lahko nanizali glede zbiranja in validiranja podatkov. Reči moram, da se je to področje zelo izboljšalo. Veliko zbiranja in pa tudi posredovanja podatkov zdaj poteka avtomatizirano. Olajšano je tudi izmenjavanje podatkov, veliko mehanizmov je, kot rečeno, avtomatiziranih. Podatki v nekaterih primerih lahko izgledajo nenavadno, ker preveč odstopajo od nekega povprečja. V takem primeru naredimo tudi preverbe in tovrstna preverjanja so prav tako zanimiva kot denimo končna poročila. Profesor Klazinga, najlepša hvala, da ste sodelovali in bili z nami. Lep dan še naprej želim. Sedaj pa nadaljujemo s predstavitvijo.